Slovenska vojska se je v poplavah pokazala in dokazala, da zna in zmore. Pristopila je prvi dan na pomoč tako z helikopterskimi zmogljivostmi kot vsemi spektrom zmogljivosti, ki Slovenska vojska ima. Še posebej seveda si bomo pa zapomnili delo inženircev in vseh, ki so pomagali pri petem mostu, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska vojska, da se ga postavi. Posebna simbolika tega mostu tukaj je, da je to most, ki ga je postavila poljska vojska, drugi ga bo postavila v Gornjem Gradu in to dokazuje pomen vojaške solidarnosti, ki ima dva pomena sodelovanja civilnega prebivalstva in vojske in seveda vojaške solidarnosti kot dejavnika sodelovanja znotraj Zveze NATO, Evropske unije na bilateralnem področju in v tem konkretnem primeru med vojsko Poljske in vojsko Slovenije in poljskimi oboroženimi silami in slovenskimi oboroženimi silami. In s tem tlakujemo neko novo pot sodelovanja v prihodnje, ki dokazuje, da vsi skupaj vemo, kaj je naše poslanstvo, torej tudi na Ministrstvu za obrambo, da smo tukaj seveda v pomoč ljudem. V posebno zadovoljstvo pa mi je seveda, da smo z županom Mežice tako dobro sodelovali, ne samo konkretno pri tem mostu, ampak pri vseh dejavnosti. Slovenska vojska je prisotna od prvega dneva tukaj z različnimi zmogljivostmi in ostaja prisotna na Koroškem toliko časa, dokler bo potrebno in bo lahko pripomogla, da se življenje vseh normalizira in vrne v tiste okvire, ki smo jih poznali pred temi poplavami. Vsi skupaj pa se moramo tudi zavedati, da vojaška solidarnost in solidarnost na mednarodnem področju je lahko delovala tudi na ta način, ker smo znotraj sistema nacionalne varnosti, ki ga pokrivamo v Ministrstvu za obrambo, torej sistem civilne zaščite, sistem zaščite in reševanja in sistem Slovenske vojske, obrambni podsistem, delovali usklajeno, sinhronizirano in seveda v skupnem delu in ob delu med civilno zaščito, Slovensko vojsko, gasilci, policijo, torej vsemi ključnimi elementi dosegli to, da se po 3 tednih lahko pogovarjamo na ta način, kot se danes tukaj pogovarjamo. We are here just to build bridges, not only those, physical ones like this on which we are standing right now, but just building bridges between our nations, between our states, between our soldiers. Our soldiers are together in NATO. They are allies. They're together on the battlefield, but they are also together when it's about helping people, helping those who are vulnerable, those who were suffering of losses because of the natural disasters. So that's the essence of the bilateral cooperation, and it's also the essence of the NATO cooperation. NATO was built to protect, and together we are protecting our citizens, our states, Europe and our Western civilization. Kot že ničkolikokrat povedano, najlepša hvala Ministrstvu za obrambo, Slovenski vojski, svoje delo opravljajo več kot profesionalno. Beseda hvala, kot vemo, ni dovolj. Mi se trudimo, da bi jim ponudili in omogočali vse, kar se jim da, ker vemo, kaj delajo, kaj nam omogočajo, da lahko stvari približno postavljamo nazaj v svoje tirnice. To bo še nekaj časa trajalo, ampak brez njihove pomoči bi bili v tem primeru nemočni. Tako da še enkrat najlepša hvala. Zahvala gre prav tako fenomenalnim poljskim inženircem, ki so postavili most v času, kot so ga. Prav tako rečeno njim, ne bomo pozabili na njih, ne tako, ne drugače. Vabljeni vedno v naš kraj, v našo regijo, da se srečamo v boljših okoličinah in da jim lahko pokažemo tudi našo naravno okolje, ne tako prizadeto, kot je sedaj. Zelo velika zahvala vsem, res vsem, ki so pripomogli k temu, posebej gospodu županu in naši vojski in pa tudi poljski vojski, ker brez njih ta most ne bi danes stal tukaj. Sploh pa ne v tako kratkem času.